V Franciji je s vstopom v novo leto začel veljati zakon, po katerem je darovalec človeških organov vsak, ki temu predhodno ne bo izrecno nasprotoval in se bo moral vpisati v poseben register. Pri nas pa še zmeraj velja načelo pristanka na darovanje. Lani je tako po podatkih Zavoda Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv Slovenija Transplant bilo 41 darovalcev. V Sloveniji je še vedno namreč več potreb kot pa možnosti za odvzem organov. Ko postaja tema o darovanju organov ravno v tej luči sprememb v evropskem prostoru, kar je aktualna tudi pri nas. Dejansko so Francozi naredili en korak naprej in pravzaprav jim je uspelo tisto, kar smo si v slovenskem prostoru pred nekaj leti tudi prizadevali. Pobuda je bila celo vložena že tako daleč, da se je razpravljalo dejansko o tem, a je tak zakon primeren za naš prostor, vendar je bilo takrat mnenje, da zaenkrat pač preveč stvari prepušča neke nepredvidljivosti in ni bil sprejet v našem prostoru. Tako da tudi v Sloveniji še zmeraj velja nekako načelo pristanka na darovanje oziroma ne nasprotovanje. Tako da dejansko vsak umrli, katerega organi so primerni za darovanje, dejansko organe lahko daruje, vkolikor ni sam nasprotoval ali pa svojci izrecno temu ne nasprotujejo. Samo po sebi take privolitve ne smatramo kot samoumevne, ampak jo pričakujemo, da je potrdil vsaj svojci ali pa tudi tisti, ki je potem postal darovalec, da se je sam do tega opredelil v času svojega življenja. Kakšna je pa odzivnost na to, predvsem v Pomurju? Ja, dejansko Pomurje še zmeraj ostaja kar zanimiv prostor. Moram povedati, da v pogovorih o tem, ki nikoli niso prijetni, to se zmeraj pogovarjamo o konkretnih situacijah, ob bolnikih, ob umrlih svojcih, naletimo zmeraj kar na dva pola. Eni so kar pripravljeni in celo sprašujejo, a je kakšna možnost, da bi njihov svojec še kaj dobrega naredil. Praktično s temi vprašanji zmeraj pridejo. So pa take, ki ob prvi besedi o tem takoj vidijo nek strah. Ja, spet hočete služiti nekaj s tem, kar zavračajo, odbijajo tudi pogovore o tem. Tako da ugotavljamo, da tudi v slovenskem oziroma predvsem pomurskem prostoru bi se morali o tem več pogovarjati. Morali bi o tem trezno razmišljati, takrat, ko nismo v nekem pritisku, nismo čustveno tako prizadeti ob lastni izgubi, ko lahko v miru in trezno razmislimo, nenazadnje o svojih lastnih organih, pa tudi o organih svojih bližnjih, o neki usodi, ki pač je nad vsakim od nas in ki lahko tudi v tem zaključku življenja, ko lahko še nekomu pomagaš, čeprav ti je neznanec, tudi pomeni nekaj prijetnega in pravzaprav dela nas človeštvo tako, kot smo. Koliko primerov se je pa v lanskem letu oziroma svojcev, darovalcev odločilo za to občudovanje? Ja, mi smo dejansko uspeli zagotoviti vpis na kartico zdravstvenega zavarovanja kar nekaj 10 posameznikov, bom kar rekel, ne sicer masovno, smo pa uspeli tudi zagotoviti odvzem organov enega darovalca. Res je, moramo priznati, da nekako v našem področju niti ni bilo takih primerov, kjer bi se lahko kar konkretneje pogovarjali. V tem enem primeru smo pač uspeli speljati stvari tako daleč tudi za diagnostiko možganske smrti, da smo pač nažalost uspeli ugotoviti le, da je pacient mrtev, da ni več pomoči in smo se takrat svojci tudi uspeli pogovoriti o tem, da niso nasprotovali odvzemu organov. Prejšnja leta smo nekako tukaj več prizadevanj vlagali tudi, če lahko temu povem, tako bili uspešni. Nenazadnje je tukaj zmeraj govor o smrti nekoga, vendar o smrti, kjer pač so izčrpane vse možnosti zdravljenja, kjer drugega izhoda ni, kot smrt na koncu, ki je sicer na koncu vsakega življenja. Ali je preuranjena, je zmeraj težko govoriti, zmeraj pa neprijetna. Zato je toliko bolj občutljiva ta tema, da bi se o njej lahko sproščeno pogovorili takrat, ko smo v časovnem pa tudi čustvenem pritisku. Koliko bolnikov pa čaka trenutno na presaditev, ne vem, srca ali drugih organov? No, številke dejansko naraščajo. Je kar visoka številka nekje v okviru Evropske unije in držav, ki so vključene nekako v ta sistem izmenjave organov, kar mislim, da je 86 000 zadnja številka. Pri nas vodimo čakalno listo po organih, vodijo Slovenija Transplant in se dejansko posodablja. Je pa tako, da je čakalcev na organe veliko več kot pa organov, ki jih je na razpolago. Ledvice še kar nekako so organov,
organ, ki nekako ga tudi najlažje presajamo. Tam sorazmerno hitro lahko pridejo na vrsto pacienti, sorazmerno seveda za nas, ki se s tem ukvarjamo, za vsakega pacienta je pa vsak dan čakanja zelo dolg. Bolj je težava z zagotavljanjem src, ker dejansko sodobna medicina uspe kar hitro diagnostiko postaviti, potem pa se postavi v čakalno vrsto in v bistvu vsak dan mineva v nekem strahu, da bo pravzaprav bolezen prej opravila svoje, kot pa bo dočakal tak pacient tudi primeren organ. Povedali ste, da so ledvice najbolj uspešnejše presajanje. Povejte mi poprečno, kako dolgo čaka pacient? Ja, zdaj takole je, več faktorjev vpliva na samo čakalno dobo, odvisno od primernosti organa, ki ga dobi, tako da se lahko zgodi, da recimo tam v nekaj mesecih do 6 mesecev se že ledvico da dobiti tako povprečju, nekateri celo prej, spet odvisno od tega, ali je ledvica, ki se pojavi nekje, da povem zdaj, kot možnost za presaditev primerna za takega prejemnika. Več faktorjev na to vpliva, ugotavljamo zmeraj več skladnosti in poskušamo res najti v tej izbiri tisto, ki bo pacientu najbolj zadovoljila njegove potrebe. Število bolnikov, ki čaka na presaditev organov, narašča. Šteje pa prav vsak darovalec, saj so čakalne liste vse daljše. Bolnikov je na čakalnih listah več, kar je logično posledica napredovanja medicine. Več je metod uspešnih, s katerimi odkrijemo ljudi, ki bi jim lahko samo s transplantacijo pomagali preživeti zaradi končne odpovedi oziroma okvare določenega organa. Trenutno je na čakalni listi zdaj registriranih skupaj 181 bolnikov, 58 jih čaka na presaditev srca, 94 na presaditev ledvice, 1 čaka na kombinacijo presaditve ledvica plus jetra, 28 jih čaka na nova jetra, 4 na kombinacijo trebušne slinavke in ledvice. Zdaj, po smrti, darovanja pred smrtjo je izredno malo. Tu govorimo o tako imenovanih živih darovalcih, ki bi lahko potencialno darovali del parnega organa oziroma enega od parnih organov, se pravi ledvico ali pa del jeter, potencialno celo polovico pljučnega krila. To dvoje se pri nas ne uporablja, medtem ko se je program darovanja živih darovalcev ledvice spet počasi začel oživljati. Lahko rečem, da v zadnjih 8 letih smo imeli en tak primer, upam, da bo tega zdaj več, saj zato, da ne bi vedno več ljudi bilo tudi na čakalni listi za ledvico, ki ne bi uspel dobiti ustreznega organa za sebe. Medtem ko je trend v bistvu mrtvih darovalcev, tukaj govorimo o možgansko mrtvih darovalcih, čeprav obstaja tudi že darovanje po zaustavitvi srca, ampak tega pri nas še ne prakticiramo, v bistvu dosegel svoj vrh leta 2015, lani smo imeli pa kar precejšen upad, je bilo pa darovalcev znatno manj. V bistvu tukaj ne morete iskati takoj jasnih vzrokov, zakaj to je, to še analiziramo, to gre ponavadi eno leto več, eno leto manj, nekako je povezan s tem tudi, koliko je prometnih nesreč, pa koliko je zaznanih potencialnih darovalcev v drugih internističnih intenzivnih terapijah, kjer najdemo predvsem umrle po težji možganski bolezni, po večji spontani krvavitvi, po težji kapi ali pa po določenih vrstah možganskih tumorjev. V Sloveniji je največ primerov, ko se za darovanje organov odločijo svojci, kar lahko storijo, tudi če se preminuli v času življenja ni opredelil za donorja.